Športnika leta sta Einfaltova in Cof. Športni euro potrjen. Svetniki o proračunu. Kulturniki z novim vodstvom. Mamam pesmi pomladi. Čakajoč na podmladek. Lepo pozdravljeni. V tednu, ki je minil v znamenju športa, je povsem pričakovano, da oddajo začenjamo športnim dogodkom. Za nami je 15. večer športa in prejeli smo nova medvoška športnika leta. No, lahko bi rekli tudi stara nova, saj sta to že kar četrtič po vrsti postala smučarska tekačica Lea Einfalt in kanuist na divjih vodah Blaž Cof. Poleg malih in velikih športnih plaket je bilo podeljeno tudi eno športno priznanje za življenjsko delo, ki je šlo v roke dolgoletnemu trenerju in pionirju smučarskih tekov v Medvodah Viktorju Brezovšku. 15. večer športa je v športni dvorani Medvode postregel s pestrim zabavnim programom in slavjem dobitnikov občinskih športnih priznanj. Naziv športnica in športnik občine Medvode za leto 2014 sta prejela, ali pa bolje rečeno ubranila, smučarska tekačica Lea Einfalt in kanuist na divjih vodah Blaž Cof. Nehali smo že nekako šteti, ti še šteješ, katero priznanje je bilo tole že? Ja, čist nisem pripričana, ampak mislim, da je četrto. No. Čestitke, seveda, povej, kako si v četrto občutila priznanje športnice leta? Ja, sigurno, dosti podobno kot v prvo, še vseeno mi je zelo veliko pomen, zelo sem vesela, glede na to, da imamo res veliko odličnih športnikov v naši občini. Sploh pa se mi zdi super, da nekaj počnem, kar rada delam in sem potem zato še nagrajena. Prejemnika najvišje športne nagrade v občini Medvode je izbral strokovni svet za šport Zavoda za šport in turizem Medvode. Priznanje pa sta prejela iz rok legendarnega Toneta Fornezzi-Toffa. Tukaj slišim, da je zelo veliko športnikov, zelo uspešnih, ampak pač mi, da se lahko zbrana, tako da upam, da v naslednjem kakšen še boljši, da bomo še kakšnega svetovnega prvaka novega, tako da to bi bilo zelo fajn tudi za našo občino. Več športnikov, ko imeli boljš bo unkov, pa tukaj zmagal, pa čestitke, tako da. Je pa zame to ena zelo lepa pohvala za res ves trud, tako da mi zelo veliko pomeni. Cof si je četrto zaporedno priznanje prislužil z naslovom svetovnega podprvaka v C2 spust šprintu med člani, ki ga je osvojil v dvojcu s Simonom Hočevarjem. Tako, take mešane občutke sem takrat dobival, ker imela sva dva čovna, tega tekmovalnega sva razbila in na koncu sva štartala z trening čovnom, z drugimi vesli in tisto pač izgleda, da je tisto mogel biti, se zgoditi, da sva na koncu bila druga, ampak tako, sezono sem bil zelo zadovoljen, tudi za tistim 12. mestom, ki sem bil v Avstraliji med mlajšimi člani in drugo mesto, ki sta ga obrnila iz lanskega svetovnega prvenstva, pa še dve bronasti medalji iz moštvenih voženj, sta bila kar ena lepa sezona še enkrat. Lea Einfalt pa je prav tako četrti naslov športnice leta prejela za osvojeno 20. mesto na tekmi svetovnega pokala med člansko elito. Ja, v bistvu iz prejšnjega leta, ampak je to zdajšnja sezona, ki sem zelo dobro zaštartala, tako da je že kmalu prišel dober dosežek. V bistvu sem potem kar rezultatsko stala na tem nivoju, nekatere tekme so šle še bolj, predvsem sem se zelo uspešno vključila v svetovni pokal in pa med članice, tako da sem letos res zelo zadovoljna z napredkom. Strokovni svet za šport Zavoda za šport in turizem je sicer letos podelil skupno 42 športnih priznanj. 32 je bilo malih športnih plaket. Veliko športno plaketo pa je poleg Einfaltove in Cofa prejelo še 6 medvoških športnikov in športnic in en športni kolektiv. Plesalca Anja in Matej Pritekelj, strongman Matjaž Belšak, deskarja na snegu Izidor Šušteršič in Rok Flander, smučarska tekačica Ana Marija Lampič in članice male otroške skupine Medvoške plesne šole Urška. Podeljeno je bilo tudi športno priznanje za življenjsko delo, ki se podeljuje športnim delavcem za izjemno uspešno strokovno, trenersko oziroma organizacijsko delo v športu. Letos je šlo v roke pionirju smučarskih tekov v Medvodah Viktorju Brezovšku. No, hvala lepa za priznanje, ki sem ga prejel. Sem že poudaril, sem rekel, nekaj moram še povedati. Povedal bi to, da sem zelo vesel, da se je ta smučarski tek prijel tle v Medvodah, v centru, v nordijskem centru v Preski. Največje priznanje pa pravi mu daje to, da se ga danes še vedno spominjajo številne generacije, sedaj že odraslih tekačev, za napredek katerih je nekoč skrbel kot trener. Res, mene so pa šle, sem jih jaz treniral kot Cicibanke, so pa ja, vi ste mene treniral, se me spomnijo,
da sem je prve korake pokazal pa to, ne. To je veliko, ne, da te cenijo, ne, kot človeka. Zabavno-športna prireditev je sicer potekala v znamenju olimpijskih iger, ki so zaznamovale preteklo leto. V različnih vlogah so se tako preizkusili medvoški olimpijci. V vlogi sovoditelja se je poleg gorske tekačice Ines Iskra preizkusil judoist Sašo Jereb. V vlogi podeljevalcev nagrad pa sta se poleg župana Nejca Smoleta in direktorja Zavoda za šport in turizem Saše Bratuša predstavili še atletini Eufemija Štorga in Alenka Bikar. Prireditev pa je privabila lepo število tako športnikov, trenerjev, staršev, kot tudi ostalih spremljevalcev medvoškega športa. Letos smo si pravzaprav zadali ta cilj, da ta večer športa odpremo bistveno bolj kot do sedaj, da pač to postane neka javna prireditev, v kateri se udeležijo lahko vsi medvoščani. Zato smo tudi šli v to veliko dvorano, kjer je več prostora, in letos me dejansko to najbolj veseli, da je tak velik obisk. In pa jaz mislim, da je tudi sama prireditev zelo, zelo dobro uspela. K športu se še vrnemo. Šport je bila namreč tudi politična tema minulega meseca. Že v prejšnji informativni oddaji smo namreč poročali o tem, da so občinski svetniki skoraj soglasno podprli letošnji občinski proračun, kar 22 od 23 možnih glasov. Ne sicer, ker bi bili z njim tako zelo zadovoljni, ampak preprosto zato, ker so očitno precenili, da je v danih okoliščinah to še najboljši približek. Nekaj neenotnosti v glasovanju tudi glede nekaterih amandmajev je bilo zaznati le v stranki Modernega centra. Prav je, da je proračun varčevalno naravnan. Vemo, da imamo pač 3 milijone prevzetih obveznosti, predvsem z področja komunale in pač investicij. Kljub temu me malo skrbi, ker je v odloku pač možnost, še zmeraj se dopušča županu, da prerazporeja 4% proračuna, kar je, ne vem, mislim, da cirka $500 000, pa še dovoljuje se, da se prevzema obveznosti za naslednji proračun. Saj jaz upam, da se to ne bo zgodilo, pa vendarle. Nismo vsi zadovoljni s proračunom, kar je nemogoče, da bi bili, ampak v danih okoliščinah mislim, da je to najboljša rešitev. Stavkam dali smo tudi kar nekaj predlogov, pa bom rekla, ena malenkost je bila vseeno upoštevana, pa vendar mislim, da pač bomo se skupaj trudili, da bomo pač stvari izboljšali. Predvsem bi si pa želeli, da bi dali več poudarka na pridobivanju oziroma na razvoju gospodarstva, ker v tem vidimo edino možnost, da bomo pridobili za nadaljne proračune dodatna sredstva. Socialni demokrati bomo glasovali za sprejetje proračuna, čeprav nezadovoljni. Vsekakor je najmanj zmanjšanje bilo na socialnih programih, čeprav oziroma iz številk videno so ostali enaki. Glede na situacijo, ki pa je v naši občini, verjetno to ne bo zadoščalo, ker bo verjetno prosilcev več, kot jih je bilo v lanskem letu. Poročam pa le, da ko bomo pripravljali nov proračun, da se malo drugače pristopi k zadevi, da se začnejo koordinacije veliko prej, koordinacije župana s svetniki. Tudi županu sem to predlagal, da naj skliče svetnike, kjer drugje ni nujno, da je to seja, da ni potrebno plačati cenine, ampak da tisti, ki ima voljo in željo, se bo tega udeležil in bomo skupaj lahko naredili veliko več. Seveda. Predvsem pa se zavzemamo za krepitev prihodkovne strani, računamo na to, da bo zaživela, kot sem že prej omenil, obrtna cona, s tem pa prihodki našega proračuna in vse bo potem tudi lažje. Tudi današnja razprava bi bila čisto drugačna, če bi te prihodki bili večji, tako da po drugi strani pa smo žalostni in jezni, ker v državi Republike Slovenije toliko denarja nekontrolirano odteče in potem ta mikrolokalna skupnost, občina ustvarja in kreira proračun tako kot ga. Zato je tudi na nas, da si bomo zlasti prizadevali v prihodnjih letih,
da bo prihodkovna stran večja in da bomo to, kar smo morali v tem obdobju opustiti, da bomo lahko s pridom nadoknadili v prihodnosti in da bi kljub temu, da je proračun takšen, kakršen je, ohranili veliko mero optimizma. Zadovoljni smo, da se zlasti na področju socialne postavke dejansko niso bistveno zmanjševale in kot pravijo starejši, če ni še vojska ne vzame, tudi v tem primeru razumemo, da ne moramo dobiti vsi tistega, kar bi si pravzaprav želeli, ampak v danih možnostih smo s proračunom zadovoljni, menimo, da je postavljen korektno in ga bomo podprli. Smo pa veseli, da so se vse svetniške skupine strinjale z županovim predlogom, da se ne zadolžujemo. Mislim, da je argumenti, ki jih je predstavil župan v obrazložitvi, so na koncu koncev prevladali, da je zdrav razum tisti, ki je pač na nek način pripomogel k tej odločitvi. Prav tako v prejšnji oddaji smo poročali tudi o tem, da je skupina svetnikov vložila kar 11 amandmajev, kot se je sicer kasneje ugotovilo šele ob razpravi, da napačno. Glede na nov statut, ki pa ga očitno še ne obvladajo niti svetniki, niti občinska uprava, je namreč amandmaje na proračunski odlok potrebno vložiti vsaj 3 dni pred sejo. Medtem ko je stari statut omogočal vlaganje amandmajev še na sami seji, seveda, če ga je podpisalo dovolj svetnikov. Je pa razprava ob obravnavanih amandmajih vendarle dala še kakšno dodatno pojasnilo, zakaj so zapisane vsote v proračunu skrbno načrtovane. Ena takih postavk je bila tudi vsota 10 000 evrov za mednarodno sodelovanje, saj so predlagatelji s kar 2 amandmajema želeli del teh sredstev prerazporediti. Skupina svetnikov s prvo podpisano Alenko Žavbi-Kunaver med sredstva za športni in kulturni razpis, vendar neuspešno. Prosim, da ne zganjate populizma. Za 2000 evrov na kulturi in na športu ne rešujemo otrok z ceste. Kot se je izkristaliziralo iz razprave, namreč namere o podpisu listine o pobratenju niso več tako zavite v meglo, kot so morda bile v preteklosti, ko se je o pobratenju veliko govorilo, niti ne javno, opravilo kar nekaj vljudnih obiskov, potem pa vse tiho je bilo. Potekala so prijateljska srečanja in izmenjave delegacij s kar nekaterimi mesti v tujini, če naštejemo le St. Ives v Angliji, Olofstrom na Švedskem, Esperange v Luksemburgu, Ivanec na Hrvaškem in še Zaječar v Srbiji in Kre v Franciji. Zadnji 2 mesti sta bili aktualni tudi v prejšnjem mandatu, ko so se občinski svetniki prvič javno in resno opredelili do pobratanj. Mi smo dolžni ta predlog sklepa anulirati, če bo novi sestav občinskega sveta tako odločil. V nasprotnem primeru smo pa, mislim, da kot legitimni člani občinskega sveta dolžni zadevo speljati, če je nekdo pred nami pripeljal do toliko daleč, da nas danes francoski župan in poslanec francoskega parlamenta vabi na podpis listine o pobratenju. Že v mesecu maju je občinska delegacija namreč povabljena v prijateljsko mesto Ponte San Nicolo v Italiji. V mesecu juniju je končno po več letih vljudnostnih obiskovanj načrtovan podpis prve uradne listine o pobratenju s francoskim mestom Kre. Jeseni pa je občinska delegacija povabljena še v nemško mesto Nida, ki je tretji partner v skupini prijateljskih mest. Da pa ne bomo potem čez 3/4 leta poslušali očitkov, kdo zdaj tja hodi in kdo ne, je bila želja župana, da se formira nek odbor, da so tam noter ljudje, ki se s tem veseljem ukvarjajo in da to zadevo peljejo. Drugi argument, da postavka mednarodno sodelovanje ne more biti zmanjšana, pa je tudi ta, da imata kar 2 ekipi iz Belska in Sočka možnost, da se uvrstita na gasilsko olimpijado. V Sloveniji deluje približno 1200 gasilskih društev in skoraj vsa se ukvarjajo z mladino. Da se lahko vrstiš na to tekmovanje, moraš biti med 5 v Sloveniji in sicer na prvo in na drugo mesto. Tako da te verjetnosti, da gre ena ekipa na gasilsko olimpijado, so 40%, glede na to, da sta pa ekipi na prvem in na drugem mestu, pa mislim, da so tudi kar nekaj večje.
Županec Smole je zavrnil možnost, da bi se morebitna udeležba na gasilski olimpijadi financirala iz tekoče proračunske rezerve, kot se je v preteklosti. Ker s tem pa res imamo dvojna merila. Ker kaj smo mi društva razvadili? Da ne grejo na razpis, ker rečejo, bomo k županu prišli, se bomo tam tako Jurija pa pol dobili županove postavke. Ja, ne gre to več. Ne gre zato, ker jaz ne bom pol to zagovarjal meseca junija, ker boste pa vi mene spet secirali, zakaj je šlo tam Jurija pa pol. Od osnutka do končnega proračuna pa se je našel nekaj sredstev tudi za krajevno skupniško cesto v krajevni skupnosti Seničica Golo Brdo. Gre za cesto na jamo, ki se po odsekih ureja že zadnjih 9 let. Krajani pa so svoj prispevek že dali. Zadnje deževje je naredilo svoje, tako da naj bi s 30.000 evri popravili poškodovano in zasfaltirali še zadnji del ceste. In še ena vesela novica, v blagajni Ljubljanskega holdinga, katerega sicer manjša solastnica je tudi naša občina, se je menda našlo še dodatnih 100.000 evrov. Tako da bo celoten projekt, ki vključuje občinsko sanacijo vodovoda po Zbiljski cesti in Vokino izgradnjo kanalizacije in povezovalnega fekalnega voda med Zbiljami in Medvodami, tudi dokončal. Več pa prihodnjič. Občinski svetniki so torej skoraj soglasno potrdili proračun za letošnje leto, s tem pa tudi za 15.000 evrov manj sredstev namenjenih sejninam. In v nadaljevanju so sprejeli še osnutek pravilnika, ki predvideva za kar 25% nižje sejnine. Odločitev pa tokrat ni bila tako soglasna. 12 jih je dvignilo roko za 25% znižanje, 11 pa jih je menilo, da bi bilo 10% znižanje dovolj. Gre pa seveda šele za osnutek pravilnika. V osnutku pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov nadzornega sveta, članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih članov organov občine Medvode so bile v presojo dane 3 variante. Ali 10% znižanje, ali 20% ali pa kar 25% znižanje sejnin. Predhodno so se z osnutkom pravilnika soočili 2 komisiji in 1 odbor. Odbor za družbene dejavnosti, ki mu predsednikuje Darinka Varovšek, je odločitev o tem, katero od predlaganih 3 variant, povsem prepustil v odločanje občinskemu svetu. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pod predsedstvom Cvetke Židan Valjavec pa je ostala brez enotnega mnenja, saj nobena od predlaganih variant ni dobila zadostne podpore. Statutarno-pravna komisija, ki je predsednikuje Zvonka Hočevar, pa je predlagala še svojo 4. varianto, ki je poleg še nekaterih sprememb predlagala sicer le 10% znižanje, vendar pa letni znesek sejnin ne bi smel presegati 5,6% osnovne bruto plače župana. Po vseh 4 variantah bomo glasovali, začenši s varianto 1. Če ta dobi podporo, potem v ostalih variantah seveda ne glasujemo, ker je izglasovana. Na to 2., 3. in 4. in okolikor nobena od teh 4 ne dobi zadostne oziroma potrebne večine oziroma ni sprejeta, bodo sejnine ostale take, kakršne so in od predloga ne bomo pripravljali. Sam toliko, da ne bomo pol, ko bomo 4 zavrnili, se čukasto gledali, zakaj in kako potem zadevo izpeljati naprej. Občinski svet, kot že rečeno, še zdaleč ni bil enoten okrog tega, katero izmed variant podpreti. Sporočilo javnosti, da smo pripravljeni se od sejnine odrekati, 10% ni malo in to ni denar za sejnino zato, ker si ti samo izvoljen kot svetnica ali svetnik. To so sredstva, ki plačajo delo svetnice ali svetnika. Ni tako enostavno in kdor dela ve, koliko je tega dela. Kdor pač ima funkcijo sam za to, potem je to druga stvar, ampak to ni moj problem. Tako da jaz vam odsvetujem, da to počnete, ker s tem rušite avtoriteto in svetnice in svetnika. Takrat, ko sem se odločil, da bom kandidiral na volitvah za svetnika v občinski svet, slučajno nisem razmišljal o tem, koliko bom zaslužil, ali bom preživel ali ne bom preživel.
To delo mi je v čast in mislim, da se prav nič diletantsko ne počutim, če bom glasoval, da znižamo za 25% te sejnine. In ne glede na to, koliko dela je povezanega z branjem za 4 evre na uro materijala, mislim, da ga ravno tako lahko kvalitetno preberem in da bom lahko kvalitetno sodeloval. Ne glede na to, ali bom dobil sejnino ali ne. Če se nečemu želimo odpovedati, potem je to predvsem simbolno dejanje, a veste. In če mi zdaj govorimo o 10%, to praktično ne pomeni nič. A razumete? To ne pomeni nič. Zato mora ta stvar nas malo zaboleti. In je 25% tista resna zadeva, o kateri smiselno razpravljati. Če je nekomu sejnina, ki je določena ali ki se bo znižala za 10% prevelika, ima možnost, da nakaže v dobrodelne namene. Imamo Karitas, imamo Rdeči križ, imamo potrebo ljudi, ki rabijo ta sredstva. In dejansko je šlo le za glas. Za 25% znižane sejnine je glasovalo le 12 svetnikov, torej je bil odločilen glas prav podžupanje Darinke Varovšek, ki se ni odpovedala pravici do glasovanja, čeprav so jo nekateri svetniki k temu pozvali. Menili so namreč, da je, Đukić je uporabil izraz nehigienično, da glasuje o znižanju sejnine, ki se nje kot podžupanje ne tiče. Njeno nadomestilo je namreč zakonsko določeno in v županovi pristojnosti. Takoj po sprejetju proračuna so občinski svetniki brez velike razprave, bistvene dileme so namreč izkristalizirali že ob obravnavi proračuna, sprejeli še letni program športa. Ta je že vključeval predtem sprejeti amandma, da se 5000 evrov vendarle nameni za rekreacijo in s tem omogoči tudi, da se sofinancira, ne boste verjeli, kar 62 potencialnih programov rekreacije v naši občini. No pa da ne bomo zmotno mislili, z rekreacijo se ne misli le na dejavnost starejše populacije, ampak tudi otrok in mladine, ki ne dosegajo hudih tekmovalnih kriterijev. Malenkost manj kot 131 000 evrov je težak letošnji športni evro, razdelil pa se bo na 4 vsebinske sklope: za športno vzgojo otrok in mladine, za kakovostni šport, za razvojne in strokovne naloge v športu, predvsem prireditve in kot rečeno, glede na sprejeti amandma, tudi za športno rekreacijo. S tem, ko smo dodali iz osnutka do predloga še rekreacijo v približni višini 5000 evrov, se je 35% znižanje, ki je namenjeno za športni evro, zmanjšalo na 22, dobrih 22%. Ali če povzamemo v številkah, slabih 90 000 evrov bo komisija glede na pravilnik razdelila prek javnega razpisa športnim društvom. Javni zavod za šport in prireditve, ki za svoje delovanje prejme 145 000 evrov, bo direktno prejel še 25 000 evrov za organizacijo in koordinacijo nacionalnih programov, namenjenih otrokom in mladini ter šolskim tekmovanjem, dobrih 16 000 evrov pa bo namenjeno programom športa za dosežek, ki jih je naša občina opredelila kot prednostne na podlagi opredelitve pristojnega ministrstva: košarka, nogomet, tek na smučeh in atletika. Tudi to še ni dovolj, da izpolnjujejo medvoške pogoje, ampak morajo imeti selekcijsko piramido. O tem sem že prej govorila, da morajo delati na bazi, da imajo od majhnih tekmovalcev do starejših članov. Ker največja škoda za šport je, da mi dolga leta vzgajamo tekmovalce, potem ko so pa enkrat dobri, jih pa kupijo drugi klubi. Že ob obravnavi proračuna je bilo namreč kar nekaj idej, kako morda sredstva s postavke šport za dosežek preusmeriti med sredstva, ki se razdelijo prek razpisa. Tekom razprave o programu športa pa je bilo podano tudi priporočilo. Vseeno pa predlagamo zavodu in županu, da skupaj sestavijo komisijo, ki bo strokovna in nepristranska. Član komisije naj ne bo član katerega od klubov ali zvez, ki so financirani sredstvi javnega zavoda, da bo sredstva razdeljena pošteno. Poleg tega pa naj oddelek za družbene dejavnosti skupaj z zavodom skrbi za nadzor nad izvajanjem sofinanciranih programov. Nadzor naj se izvaja že med letom na terenu
in ne zgolj na podlagi končnih poročil. Nam celo učitajo od inšpektorata naprej, da stvari seciramo, ker delamo res natančno in za to stvarjo stojimo. Namenjamo pa denar za vsak program, ali ne glede na to, ali je rekreacija ali usmerjen šport, za strokovni kader, za materialne stroške in pa za najem objekta. In društva, ki so sofinancirana, morajo nam poročati točno po teh postavkah. Zdaj, kam oni denar dajo, nam niso dolžni poročati, izključno ta znesek, ko ga občina nameni njim. Svetniki pa so se dotaknili tudi vprašanja o učinkih vlaganja sredstev v rekreacijo. Stanko Okoliš se je celo vprašal, ali s tem posredno vlagamo tudi v zdravstvo. Rezultati so taki, da to so učinki na biopsihosocialni razvoj, da taki ljudje potrebujejo bistveno manj zdravnika, bistveno manj tablet zauživajo in to so zadovoljni, srečni ljudje, to lahko potrdimo. Mogoče bo pa čez nekaj časa pa bomo še doživeli priložnost, ko nam bo zdravnik namesto recepta za zdravila predpisal 1 uro rekreacije in jo bomo dolžni izvajati in potrdilo prinesti za to. Ja, športniki so bili precej glasni ob napovedanem znižanju sredstev za športno dejavnost v letošnjem letu. Športna zveza Medvode je med drugim na to temo sklicala novinarsko konferenco. V osnutku proračuna je bilo namreč načrtovano skoraj 50% znižanje, v predlogu proračuna 35%, v končni obliki pa, kot smo lahko slišali, dobrih 22% manj sredstev kot lansko leto. Ker je bila podobna zgodba tudi na področju kulture, smo se spraševali, kako to, da so kulturniki povsem tiho. Tudi na torkovi skupščini Občinske kulturne zveze na račun občine, kar se je prej rado dogajalo, niti ene same pritožbe. V slabi uri so potrdili poročilo za nazaj, plan dela za naprej in opravili tudi volitve. S funkcije predsednika Občinske kulturne zveze se je tudi uradno poslovil Nejc Smole in se ob tej priložnosti izbranim zastopnikom kulturnih društev opravičil za manjšo aktivnost v drugi polovici leta po objavi županske kandidature, saj kot je dejal, ni želel občutka, da Občinsko kulturno zvezo kakorkoli izkorišča v predvolilni kampanji. Da je ravnal zgolj etično in fer, je menil predstavnik KUDA Zbilja Franc Cegner, ki je protestiral, da bi šlo za kakršnokoli zanemarjanje funkcije, celo zahvalil se mu je za izredno kvalitetno izpeljane jesenske serenade. Nejca Smoleta je na funkciji predsednika zamenjal dosedanji podpredsednik Franc Plešec, predsednik KUDA Oton Župančič Sora, slednjega pa na funkciji podpredsednika Uroš Medar, predsednik KUDA Franc Seleški Finžgar Senica. To sta bila tudi edina kandidata, ki jo je skupščini predlagal upravni odbor. Volitve pa so bile javne. Kot poslanstvo bi rekel najprej, da kulturna zveza deluje naprej, saj tako kot je do zdaj, da bomo uresničili vse te naloge, ki smo se jih zadali. Najprej pa bi izpostavil nov pravilnik o financiranju, da bi res vsa ta ljubiteljska kulturna društva prišla do izraza, da bi ta društva, ki delujejo ljubiteljsko, dobila toliko sredstev, da bi z njim lahko delala. Ja, se mi zdi, da nekako OKZ kot Občinska kulturna zveza bi morala biti predvsem servis društvom. Zato smo tudi se odločili, da bomo takoj po razpisu naredili okroglo mizo, da društva obvestimo o tem, kako se prijavljati na razpise, kaj na kaj paziti, finančna zakonodaja se spreminja in tukaj se mi zdi, da bi morali mi pomagati društvom, predvsem z tega organizacijskega vidika in zakonodajo. Upravni odbor bo tisti, ki bo na prvi naslednji seji predlagal občini svoje kandidate v komisijo, ki bo obdela nad pravično razdelitvijo kulturnega evra. Letos še po obstoječem pravilniku. V planu pa so si ponovno zadali njegovo spremembo. To je sicer tudi ena izmed nerealiziranih nalog. V preteklosti je burila duhove tako sestava komisije, v njej so namreč sedeli tisti, ki so bili tudi neposredni porabniki proračunskih sredstev, kot tudi sama razdelitev sredstev. Letos bo prek razpisa razdeljenih za 35% manj sredstev kot v lanskem letu, 97 tisoč evrov. Čakovali smo kakšno razpravo, kakšen revolt, pa vendarle strani kulturnikov tega ni bilo. Seveda ne, mogoče bi se lahko pošalil pa rekel, da smo kulturni, pa se nismo zaradi tega tako burno odzvali, ampak mislim, da je vsem jasno v občini Medvodi, da je teh sredstev bilo v preteklosti veliko speljanih mimo pravih začrtanih poti
In če bomo vsako društvo pri sebi počistili tisto, kar ni potrebno, ali pa kjer se samo neke fiktivne račune izdaja, ali pa neka sredstva na črno porablja, mislim, da je denarja še vedno dovolj za vse. Nagrada Kulturna pletenica naj bi v prihodnje postala ne le stanovska, ampak občinska nagrada, podobno kot so to sedaj že športne plakete. Načrtujejo še strokovno ekskurzijo in v sodelovanju z Javnim zavodom za mladino in kulturo organizacijo proslave ob kulturnem prazniku in jesenske serenade. Imamo tudi eno leto Javni zavod za kulturo in mladino. Vi že občutite mogoče ta doprinos k temu ali pač to še ni zaznati? Zaenkrat moram reči, da ne, čeprav sem v poročilih zasledil, da je veliko enih stvari bilo že namenjenih za kulturo, ampak nisem zasledil še vsaj v tem letu nazaj nobenih stvari razen sodelovanja pri 2 prireditvah. S funkcije direktorja Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode se na svojo lastno željo in uradno iz osebnih razlogov poslavlja Urban Eržen. Svet zavoda pa je na včerajšnji seji za vršilca dolžnosti direktorja imenoval Aleša Kalana, dosedanjega programskega vodja. Občinski svet naj bi svoje soglasje dal na prihodnji seji. Za predsednika sveta pa so namesto Mateja Osovnika, ki je s funkcije odstopil, saj je postal svetovalec župana, imenovali kulturnika Branka Kraljeviča. V ponedeljek je v sejni sobi občinske stavbe potekala tudi redna letna skupščina Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe Medvode. Razprava je potekala okrog dela opravljenega v preteklem letu, zastavili pa so si tudi cilje za leto 2015. V ospredju so predvsem skrb za obeležja in sodelovanje z Zavodom za spomeniško varstvo, zbiranje arhivskega materiala, proslave ob letošnjih obletnicah in predvsem problematika članstva čakajo na podmladek. Skupščino je obiskal tudi gost iz krajevne organizacije Zveze borcev za vrednote NOB Vodice, željo, da bi se obe organizaciji povezali. Člani Združenja Zveze borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe Medvode so ponedeljkovo redno skupščino začeli s poročili o delovanju v minulem letu. V ospredje so postavili uspešno izpeljane proslave ter komemoracije. Jaz sem kar zadovoljen. Torej, res je, da so leta tu prisotna, ampak kljub temu volja je, vztrajnost in rezultati so vidni. Jaz sem osebno zadovoljen. Upam, da bo tudi v prihodnje tako. Seveda, če bomo dobili nekaj podpore tudi za mlajših kadrov. Uspehe na področju organiziranja proslav pa zasenčijo predvsem težave pri pridobivanju mlajših članov. Za komentar smo se obrnili na najmlajšega člana združenja, Vita Klavoro, ki se je v združenje včlanil zaradi svojih 2 dedkov. Večkrat sem že povedal in še vedno vztrajam na tem, da morajo predvsem udeleženci NOB-ja poskrbeti, da bodo zdaj že njihovi vnuki navdušeni, tako kot sem postal navdušen jaz sam. In to je edina pot, ker komemoracije so lepa stvar, ampak na dolgi rok pa tako ne bo šlo. Po besedah predsednika združenja Vladimirja Bertoncla je v načrtu organizacija Slovenske partizanske poti, na kateri bi mladim predstavili različne kraje, dogodke, ki so se tam odvijali in osebe, ki so bile pomembne za razvoj naše domovine. Ideja pa je tudi, da se združenje poveže s taborniki, kjer je najbolj aktiven prav Vito Klavora. Treba je pogledati malo okoli po Sloveniji, v drugih krajih recimo zelo dobro se deluje. Vse konec koncev tudi v Medvodah je s podružničnima šolama združenje zelo dobro se deluje, predvsem na Katarini, tako da se delati. Zdaj konkretno pa jaz sem jim predlagal, da bi skupaj s taborniki pripravili tale kviz, ki smo ga lansko leto dobili v nabiralnike v Medvodah. Ampak zelo enostavno, če ti nekdo nečesa ne obrazloži na zanimiv način, potem je tudi tisti suhoparan in dolg kviz enostavno predolg za prebrati. Kje šele odgovarjati na vprašanja potem. Omenjen kviz so člani združenja lansko leto poslali na 5700 naslovov, nazaj pa so prišli le 4.
Letošnje skupščine se je udeležil tudi član krajevne organizacije Zveze borcev za vrednote NOB Vodice z željo, da bi se obe organizaciji povezali. Izpostavil je predvsem dejstvo, da mnogo medvoških borcev počiva na njihovih tleh in obratno. Seveda sprejemamo z odprtimi rokavi, zakaj pa ne. Se nas povezujejo, nas pomenjujo prav te dogodki iz naše pretekle zgodovine. Ne. Tukaj je bilo samo eno področje, tukaj ni bilo meja. Ne. Razen to, da smo bili okupirani in žrtve so tu, tam, ne, tukaj. Da so pa občine postavile meje, lokalne skupnosti, tako, to je samo na videz. Tako da jaz to pozdravljam. Vse ta srečanja, ki smo jih imeli tudi že v preteklosti, mi nimamo nobenih meja. V letošnjem letu načrtujejo predvsem proslave ob različnih obletnicah. Ena izmed njih je 70 let od konca druge svetovne vojne. V načrtu je tudi skrb za spomenike, ki pa je v veliki meri odvisna od sodelovanja z Zavodom za spomeniško varstvo. Poslanstvo združenja je tudi zbiranje arhivskega gradiva, zato prosijo vse, če bi kakršenkoli material lahko delili z njimi. Izpostavili pa so tudi obiskovanje borcev, ki živijo v domovih za starejše občane, da le ne bi samevali tisti, ki so po njihovih besedah za našo domovino dali največ. Mesec marec pa ni le v znamenju občnih zborov in skupščin, posvečen je tudi dekletom in ženam. Najprej z 8. marcem, mednarodnim dnevom žena, in nato še 25. marcem, materinskim dnevom. V Društvu upokojencev Medvode so tudi slednjega obeležili, tokrat z odprtjem slikarske razstave članic likovnega ustvarjanja. Materinski dan je praznik posvečen materam. V Sloveniji se praznuje na isti dan kot Marijino oznanjenje, to je 25. marca. Tudi v Društvu upokojencev Medvode so obeležili ta neformalni praznik na prav poseben način. Z otvoritvijo razstave članic slikarskega krožka so 3, vendarle že neutrudno 7. leto usvajajo ta znanja na likovnem področju. No, seveda, obeležili smo po otvoritev razstave tudi malo s kulturnim programom, malo smo zaigrali na citre, pevski zbor Sončna jesen je zapel 3 pesmi in pa Mira in Franci sta zaigrala nekaj skladb na harmoniko in seveda dekleta so pripravila pogostitev, so spekla, so pripravile obloženi kruhke, pa malo soka zraven in klepet. Članice likovne sekcije so ustvarjale že od septembra, enkrat tedensko pod mentorstvom diplomirane slikarke Renate Grmovšek. Tokrat je imela vsaka slikarka proste roke pri izbiri teme. Na razstavi so prikazale približno 20 slik, največ z ženskam tako ljubimi cvetličnimi motivi. Najraje pa slikajo z akrilnimi barvami. Ja, letos smo same rožice zbrale, v glavnem smo pa šle malo čez pomlad, rečemo moje so tele sončence, pa maki, ko so mi všeč, malo take lepe barve. Za današnjo razstavo me je najbolj navdušilo risanje tulipanov, slikanje. Ste jih kupila in imela v vazi kot rekvizit? Na enih slikah, ja, na drugih pa po sliki. Kateri cvetlični motiv pa ste si izbrala za današnjo razstavo? Letos sem si pa izbrala tulipane, pa ciklamo, tako da spomladanske cvetlice. Katera barva tulipanov pa vas je najbolj navdušila? Tiste mešano, ki je rdeče pa rumene barve. Članice likovne sekcije bodo slike razstavile še v Valburgi na srečanju upokojencev na tednu vseživljenjskega učenja pred občino Medvode, v blagovnem centru v Sevnici in še kje. Prebrala ste tudi pesmico o mamicah, o matereh. Kaj pa pravite, kaj je bistvo materinskega dne? Ja, tako kot sem zaključila to pesem, ne? Da mamici ne bom kupila nobenega prav dragega darila, ampak jo bom objela, jo bom poljubila in ji rekla: ti moja ljuba, ljuba, nenadomestljiva mati. Prav na
na materinski dan, torej včeraj, pa je v osnovni šoli Pirniče potekal festival otroškega petja posvečen vsem mamicam. V organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in osnovne šole Pirniče se je na odru zvrstilo 9 otroških in mladinskih pevskih zborov, ki so ob materinskem dnevu zapeli pesmi pomladi. Pesem Pomladi 2015 je prireditev oziroma festival otroškega petja, ki je posvečen mamam. Na festivalu se letos predstavlja 28 otroških in mladinskih pevskih zborov, ki delujejo v okviru osnovnih šol in društev na območju Javnega sklada za kulturne dejavnosti Ljubljana okolica. Festival oziroma območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov Ljubljana okolica 2015 je razdeljen na 3 koncertne večere, ki jih gostijo Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani, Osnovna šola Škofljica in Osnovna šola Pirniče. Pirniška osnovna šola je kot gostiteljica včeraj v poznih popoldanskih urah prireditev pripravila v šolski telovadnici, kjer se je s pesmimi predstavilo 9 zborov. Danes smo tukaj v Medvodah, kar pomeni, da vseh 9 zborov, ki je nastopilo danes, prihaja iz medvoške občine, se pravi zelo bogato obdarjena občina z otroškim petjem, ki delujejo v samo 4 osnovnih šolah. In smo veseli, ker je vedno več zborov, ker je vedno več prepevanja in to je zagotovo lepo. Otroški pevski zbor Prepevalnica osnovne šole Pirniče, Cicibani osnovne šole Medvode, otroški zbor osnovne šole Medvode in 2 otroška pevska zbora osnovne šole Preska. Združeni otroški pevski zbor osnovne šole Pirniče in osnovne šole Simona Jenka Smlednik, mladinska pevska zbora osnovne šole Medvode in osnovne šole Preska ter združeni mladinski pevski zbor osnovne šole Pirniče in osnovne šole Simona Jenka Smlednik so na včerajšnjem festivalu prepevali pesmi pomladi. Hruška debeluška, regiment po cesti gre, pred pomladjo slovenska dežela pa so le ene od številnih pesmi, ki so včeraj marsikatero mamo ganile do solz. Letos smo prepevali o narobe svetu, kaj bi bilo, če bi se ta vrtel v napačno smer, krave bi nesle jajca in take stvari. Prepevali smo tudi o črnem kosu, ki si je želel plesati s Siničico. Meni se zdi, da je kar dobro izpadlo, veliko je bilo truda in se mi zdi, da je bil poplačan. Celotna območna revija je tudi tokrat potekala pod budnim očesom strokovnega ocenjevalca. Letos je festivalsko petje ocenjeval slovenski zborovodja in pedagog Tomaž Pirnat. Jaz bi rekel, da se nekateri so precej napredovali od lanskega leta, so pa pač različni nivoji zborov, tako kot tudi različni nivoji zborovodij. Skušamo jim svetovati, kako lahko v prihodnje še, to se pravi, kaj izboljšajo, napredujejo, zato predvsem ocenjujejo najprej te tehnične prvine, to je intonacija, pa ritem, pa izgovorjava, potem muzikalne prvine, fraziranje. Poskušamo jim najti njihove, to se pravi, njihove slabosti, njihove prednosti, poskušamo jim nekako svetovati, na kakšen način se kakšna stvar popravi. Pevski zbori so obiskovalce s pesmijo popeljali v pomladni čas, pri tem pa ob materinskem dnevu še čestitali svojim mamam. Na mednarodnem festivalu ustnih harmonik v Mokronogu so konec februarja prvič nastopili tudi otroci orgličarske sekcije Kuda Oton Župančič iz Sore. Srečevanji so pričeli jeseni lansko leto. Poučuje jih učitelj Marjan Urbanija, ki prihaja iz Mengša in je tudi sam navdušen orgličar. Pripravljajo se na nastop na mednarodno srečanje orgličarjev pri Avseniku v Begunjah. Konec februarja je v Mokronogu potekal 16. mednarodni festival ustnih harmonik z naslovom Ah te orglice. Festival je bil namenjen druženju in ni bil tekmovalnega značaja. Odrasla skupina sorških orgličarjev se festivala redno udeležuje, tokrat pa je na njem prvič nastopil njihov podmladek. S poučevanjem smo pričeli lansko leto, spomladi, to je bilo nekje aprila, otroci so bili navdušeni, zato smo se odločili, da bomo v jeseni z začetkom novega šolskega leta z skupino nadaljevali. Nikakor pa nismo mislili, da bo pa, lahko rečem, kar naval, 14 otrok se nam je oktobru pridružili in vseh 14 otrok še vedno redno prihaja na vaje. Otroška sekcija je prvič nastopila junija lansko leto na letnem koncertu sorških orgličarjev, zatem pa na posameznih društvenih nastopih tudi v sodelovanju s folkloro.
Učenje orglic poteka sistematično po učbeniku, po katerem se zaradi enostavnega zapisa lahko naučijo igrati na orglice tudi popolni začetniki, ki ne poznajo not. Skupina se srečuje v društvenih prostorih enkrat tedensko. Ja, prav za začetnike sva s hčerko Urško pripravlja en priročnik, to je izbor 30 ljudskih otroških melodij, ki so prirejene za igranje na orglice in to prav za začetnike. In celo za take, ki poleg tega, da ima ta priročnik vsebuje tudi notno zapis, je v bistvu označeno, na katero lukenco mora vdihati in izdihati, v bistvu, da dobi pravo melodijo. Orglice so ljudski inštrument in so tudi del slovenske glasbene dediščine. Jaz sem samouk, jaz sem pri Bermi dobil v bistvu poleg ruske ure pa škatle piškotov tudi ene orglice, pa sem videl, da to ni sam igrače, da to se da tudi nekaj zaigrati na to. In ta najprej prvo melodijo je najtežje zaigrati, potem gre pa vsaka lažje. Učitelj orglic Marjan Urbanija je nastopil na festivalu v Mokronogu skupino Sejmarji kulturno-umetniškega društva Mihajlov sejem iz Mengša. Jaz sem rojen Lukovčan, sicer pa živim v Loki pri Mengšu, v bistvu Mengš pa, kot sami veste, je že po tradiciji glasbeno mesto, tam je bila tudi tovarna Melodija, kjer so včasih izdelovali tudi orglice med drugim, ne. Na mednarodnem festivalu je bilo slišati igrati na orglicah prav vse stile glasbe, od narodno-zabavne pa do klasike in bluza. K sreči so orglice tudi cenovno dostopen inštrument v primerjavi z ostalimi inštrumenti. Po besedah učitelja Urbanije so orgličarji prijateljski ljudje. Kaj vam torej pomeni igranje na orglice? Mislim, da je to nekaj lepega na ta majčkan inštrument. Velikokrat sem že tudi otrokom rekla, ta majhen inštrument, ki je z 16 lukencami, predstavlja 4 oktave klavirja. To je mersko zelo velika razlika. To je posebno veselje, lahko zliješ dušo. Kot že rečeno, 14 otrok obiskuje učenje orglic in z veseljem že tudi kaj zaigra. Tokrat je bil obisk na vajah zaradi viroz manjši. Kdo te je navdušil za igranje na orglice? Moj prijatelj, ki pravzaprav ne hodi več na orglice, jaz sem pa še tle. Katero pesmico pa še posebej rad zaigraš? Ja, vse. Toček iz sredi jezera. Kdo pa te je navdušil za igranje na orglice? Moj brat. V bistvu jaz zelo rada igram kakšne inštrumente pa take stvari. Katero pesmico pa še posebej rada zaigraš? Na planicah. Tako, a ne rad igram kakšen inštrument, da bi pač veliko po vseh državah hodil, pa da bi tako bilo v redu. Ja, če kdo pride k nam, pa me prosi, da zaigram. Katero pesem si pa največkrat želijo slišati? Jaz pa pojdem na Gorenjsko. Šteje pa veselje, kajti tudi organizator festivala v Mokronogu Stane Peček je na programski list napisal, kaj je vse te nastopajoče prepričalo, da so se na svoje stroške podali na poti iz precej oddaljenih krajev za 5 minut svojega nastopa na mokronoškem odru. Tudi sorški orgličarji niso nobena izjema, saj na festivale potujejo z doplačili iz lastnih žepov. Pripravljajo pa se že na nastop na 9. mednarodnem srečanju orgličarjev v galeriji Avsenik v Begunjah. Pa smo spet pri športu. To nedeljo je bil v Sežani 15. mali kraški maraton, kjer je v kategoriji medijev prepričljivo zmagala naša Ines Iskra. S svojim rezultatom je sicer dosegla skupno 4. mesto med vsemi 360 tekmovalkami. Tako se lahko pohvalimo z najhitrejšo maratonko med novinarkami. Čestitke. O katerih športnih dogodkih pa je tokrat poročala Ines, pa v nadaljevanju.
V 14. krogu 3. slovenske nogometne lige Center je članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode na domači zelenici remizirala z ekipo Šobec Lesce. Končni izid je bil 0:0. Članska vrsta košarkarskega kluba Medvode, ki sicer nastopa v 3. košarkarski ligi Zahod, je minuli vikend opravila s prvim krogom lige za prvaka. Varovanci trenerja Andreja Božiča so igrali proti ekipi Janče in izgubili 64:85. V slovenskih keglaških ligah je bilo odigrano zadnje 18. kolo. Hidro je v prvi B ligi izgubil doma in je 8. s 14 osvojenimi točkami. Medvode so v 3. ligi Zahod prav tako izgubile doma in so 8. s 17 osvojenimi točkami. Ženska ekipa Medvod pa je v 2. ligi Zahod izgubila v Kamniku in je 7. s 2 osvojenima točkama. Društvo športnih psov Slovenije in Turistično društvo Hraše vas vabita na 3. memorial Henrika Sečnika, ki bo potekal v nedeljo 29. marca od 10. ure dalje v Hrašah pri Smledniku. Na prireditvi, kjer se bodo tekmovalci pomerili v kanikrosu, bajkjoringu, skiroju in vozičkih, je pričakovanih več kot 50 tekmovalcev iz Slovenije, Avstrije in Italije. Poleg licenčnega mednarodnega tekmovanja bo organiziran tudi netekmovalni tek s kužki, predvsem za spodbudo ljudi vseh starosti, naj bodo redno aktivni s svojimi najboljšimi štirinožnimi prijatelji. Tudi v tej kategoriji organizatorji pričakujejo vsaj 50 tekmovalnih parov. V Medvodah je počilo v krožišču zaradi nepravilnega premika tovornega vozila. Povzročitelj je prejel plačilni nalog. V Hrašah je nekdo ukradel hidravlično kladivo, v Sori pa električno orodje. Medvoški policisti v zadnjem času opažajo rahel porast dejanj z področja premoženjskih kaznivih dejanj, zato vse občane ponovno opozarjajo, da zvišajte stopnjo samozaščitnih ukrepov, kot je dosledno zaklepanje hiš in stanovanj in ustrezno zavarovanje vrednejših predmetov. Vse občane prosijo, da morebitne informacije glede storilcev kaznivih dejanj sporočite policiji na številko 113 ali na anonimno številko 080 200 ali prek elektronske pošte pp.medvode.pulj@policija.si. Na te številke in elektronski naslov lahko sporočite tudi podatke o zaznavi sumljivih oseb ali vozil, ki dajejo vtis, da se tam zadržujejo z namenom izvrševanja kaznivih dejanj ali drugih ravnanj. Za konec še povabilo. V soboto na čistilne akcije potekajo po celotni občini Medvode, tako da kakšnega objektivnega razloga, da nas oziroma vas ni zraven, nimamo. In novica za vse, ki razmišljate o poroki, to je tudi klasika prihajajočega meseca. Pooblastilo, da lahko sklepa zakonsko zvezo, ima od torka dalje tudi medvoški župan Nejc Smole. V razmislek in na snidanje.